Ključno za delovanje SRIP-a je krepitev že obstoječih in ustvarjanje novih partnerstv z medsebojnim povezovanjem, aktivnim sodelovanjem in vlaganjem v razvoj gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Odlično sodelovanje je obrodilo sadove. Med najvidnejše dosežke, ki so nastali pod okriljem SRIP-a MatPro, sodi razvoj kovinskih in večkomponentnih materialov nove generacije na kar 4 področjih materialov ter oblikovanje karierne platforme za napovedovanje kompetenc v okviru pilotnega projekta razvoja človeških virov. Naše rezultate bomo najprej predstavili ob zaključku projekta Martina, materiali in tehnologije za nove aplikacije. Gostitelj tokratnega dogodka, ki bo 6. junija v Novem mestu, bo podjetje TPV. Na konferenci o razvojnih izzivih slovenske industrije bomo 12. junija na Brdu pri Kranju osvetlili pot in rezultate našega dela na raziskovalno-razvojnem in inovacijskem področju ter na področju trajnostnega razvoja. Predstavili bomo tudi naš model napovedovanja potreb po kompetencah ter spregovorili o prizadevanju za vzpostavitev karierne platforme. V okviru 27. mednarodne konference o materialih in tehnologijah v Portorožu bo 17. oktober namenjen slovenski industriji in partnerstvu SRIP-a MatPro s predstavitvijo dosedanjih rezultatov in pogledom v prihodnost na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kadrov, kjer nadaljujemo s pripravami programov neformalnih izobraževanj za kompetence prihodnosti. Kompetence zaposlenih se morajo nenehno razvijati v skladu z razvojnimi cilji podjetij in partnerstva. Glede na obsežnost fokusnih področij v SRIP MatPro, ki zajema tako industrijo z področja multikomponent in kompozitov ter metalurgije, je potrebno v tem letu intenzivno nadaljevati z nadgrajevanjem aktivnosti razvoja človeških virov, pri čemer so naši ključni cilji naslednji. Dopolniti je potrebno kompetence za že opredeljene profile in razširiti nabor profilov za bodoče razvojne potrebe partnerstva. Dodatno pozornost bomo posvečali razvoju kompetenc z področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, krožnega gospodarstva in trajnosti, novih tehnologij in logistike. Oblikovali bomo pobude za dopolnitve za že obstoječe programe formalnega izobraževanja oziroma predlagali nove programe, ko se bodo izkristalizirale takšne potrebe. Na področju kompozitov bomo nadaljevali tudi z oblikovanjem neformalnega izobraževalnega programa za podjetja v partnerstvu. Aktivni bomo tudi na področju učinkovite promocije poklicev na celotni izobraževalni vertikali. Poleg tega bomo intenzivno in sistematično uvajali individualne karierne načrte za učinkovitejšo zapolnitev vrzeli v kompetencah zaposlenih glede na razvojne trende. Nadaljevali bomo z izvajanjem izobraževanj za kadrovske strokovnjake in mentorje v podjetjih ter spodbujali prožno sodelovanje in prehajanje kadrov med institucijami znanja in podjetij. V okviru SRIP-a MatPro smo v letu 2018 opravili revizijo fokusnih področij kovinskih in multikomponentnih materialov, tako njihove proizvodnje kot tehnologij predelave. Na podlagi potenciala za razvoj prebojnih pobud in tvorjenje novih verig vrednosti sta bila ocenjena ustreznost in relevantnost dosedanjega nabora fokusnih področij, ki se je razširil še na področje celovitega modeliranja izdelave materialov. Revizija, ki zajema pregled in analizo svetovnih trgov, trendov, potreb in strategij ter oceno tržnega deleža, potenciala in zrelosti posamezne tehnologije, se bo nadaljevala tudi v letu 2019. Na področju skupnega razvoja se je uspešno povezovanje industrijskih partnerjev MatPro z vključevanjem inštitucij znanja manifestiralo v razvoju kovinskih in večkomponentnih materialov nove generacije na kar 4 področjih materialov. S sodelovanjem se je bistveno povečala inovativnost in dodana vrednost proizvodov, predvsem pa konkurenčnost vseh udeleženih podjetij. V letu 2019 se bodo naše aktivnosti v smeri vzpostavljanja novih verig vrednosti ter spremljanja in revidiranja fokusnih področij nadaljevale, posebna pozornost pa bo namenjena vzpostavitvi slovenskega pilotnega centra za napredne starjevalne tehnologije lahkih kovin, ki bo omogočil prenos bazičnega znanja z laboratorijskega na industrijski nivo ter ustrezno izobraževanje strokovno-raziskovalnega kadra. Podobne iniciative se pripravljajo tudi za področje jekla, livarstva in kompozitov.
Nekovinski multikomponentni materiali so izjemno pomembni za slovensko industrijo. Gre za raznoliko skupino materialov od premazov do nanokompozitov. V letošnjem pregledu stanja in pripravi načrta dela smo posebno pozornost namenili kompozitni industriji. Na tem področju imamo nekaj zelo pomembnih podjetij z uspešnimi blagovnimi znamkami, trg pa bo še naprej rasel. Ključni cilj na tem področju je okrepiti izobraževalno podporo temu sektorju in pristopiti k vzpostavitvi skupnega razvojnega centra. Vidimo, da je SRIP Mat Pro prinesel velik napredek pri razvoju znanosti, tako bazične kot aplikativne, znotraj programov in projektov, ki jih izvajamo v SRIP-u. Bi pa še posebej predstavil načrt izdelave pilotnega centra SIPCAST, to je slovenski pilotni center za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin. Znotraj tega centra predvidevamo, da bomo pomagali slovenski industriji in pa slovenski znanosti na vseh nivojih. Predvidevamo, da bo ta center, ki bo ustanovljen in bo deloval v vzhodni kohezijski regiji, inštalirali mnoge naprave, mnoge kapacitete za tako znanstveno-raziskovalno kot pa aplikativno industrijsko raziskovalno delo. Tak center predstavlja ne samo možnost znanstveno-raziskovalnih raziskav, projektov in pa industrijskih raziskav, predstavlja možnost na področju internacionalizacije, saj v bližnji okolici v Srednji Evropi takega centra ni in dejansko pomeni možnost konkuriranja na evropskih projektih, sodelovanja z industrijo v naši okolici in pa ne nazadnje seveda predstavlja velik pedagoški potencial, tako za izobraževanje kadrov v industriji, kadrov, ki potrebuje nova znanja, ki potrebuje znanja na področju novih naprav, novih metod, novih preiskovalnih metod in naprav in seveda tudi za izobraževanje tako na srednješolskem kot univerzitetnem nivoju. Predvidevam, da bodo naši študentje v takem centru pridobili znanja, ki jih danes ne morejo pridobiti, zato ker takšnih naprav, ki so polindustrijskega namena, v slovenskem okolju ni. Vesolje je za Evropo zelo pomembno strateško področje. Vesoljska agencija ESA s svojo vizijo in poslanstvom na vseh področjih povezanih z vesoljem ohranja položaj Evrope kot vodilne globalne tehnološke velesile. Slovenija si mora zaradi visokih standardov, ki jih vesoljske tehnologije zahtevajo, prizadevati, da v okolje ESA vstopi in v njem ostane. Nekaj slovenskim podjetjem je vstop v ESO že uspel. Aktivno sodelovanje z ESA je za vsako podjetje prestižnega značaja, njihovi proizvodi in storitve so zato na trgu visoko cenjeni. SRIP Mat Pro je okolje, ki bo svojim članom ponudil pomoč pri vstopu v sodelovanje z ESA. Naj ob koncu omenim še impresivno razstavo Tisočletja metalurgije na Slovenskem, ko kovina zapoje, ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani, ki jo bo podprl tudi naš SRIP. Otvoritev bo 10. decembra v Narodnem muzeju. Sripajmo skupaj, sripajmo vsi!